Dame in gospodje, v studiu se nam je že pridružil eden najbolj vsestransko talentiranih Slovencev in lastnik edinega kolesa, ki ga ne moreš ukrasti. Današnji intervju pa malce drugače, tako da... A smo še živi, a smo vsi se celi. Jaz sem čistem sebe. Nik Škrlec, živijo, Nik. Hvala za vabilo. Kot smo rekli, današnji intervju bo mečken drugačen. Tako je drugačna tvoja predstava. Zdrava pamet, v njej lahko sodeluje tudi publika menda. Kako to zgleda? Tako, publika mi pomaga pri preizkušanju poštnih številk. To je en del, ki ga imam v predstavi. Naučil sem se namreč vse poštne številke Slovenije na pamet. A ja? No, da vidim. Brezovca pri Ljubljani? Brezovica pri Ljubljani, 1, 3, 5, 1. Griže? Griže, 3, 3, 0, 2. Žiri? Žiri, 4, 2, 2, 6. Medvode? 1, 2, 1, 5. Nadaljuj. Upam, da ni zdaj kdo zaspal, ker s tem jaz uspavam svoje nečake drugače, s temi poštnimi številkami. No, en poseben del predstave je pa tudi spremljujoča razstava, kjer lahko gledalci, gledalke pa preizkusijo svoje možgane malo drugače, kot bi jih lahko v predstavi. In nekaj teh bonbončkov sem danes prinesel tudi sem v studio. Okej, se pravi, kaj imamo klele tole? To so očala, ki ti vid oziroma sliko postavijo na glavo. Zdaj pazi, moraš jih pa obrniti pravilno. Aha. Tako. Zato, ker mi, ko dobimo sliko sveta, je na našem očesu obrnjena narobe, možgani jo pa pol obrnejo prav, ta očala ti pa to podrejo, uničijo to. Čak, pazi, pazi. Zdaj pa recimo, poskus se dotakniti mojega prsta, kazalca s svojim kazalcem. Ja, čakaj, se je ne... Še malo? Še malo? Ne. Mislim, zgleda kam moj vikend. Kje? A misliš žur? V Žireh. Poštno številko. Ne, take stvari so zelo fine, zato ker ti pokažejo nekaj, kar je v vsakdanjem življenju samoumevno, pa je v resnici kar zapleten proces. In vid je taka zadeva. Ok. Ta očala so pa kaj? To so pa enaka očala. Aha. Sem malo bolj uglajena pa narejena, tako da si ne moreš kaj narediti. Se pravi, tu je špricar, to je pa gin tonic. Tako bi lahko rekel, ja. Meni se zdi to bolj tak Top Gun, to je pa tako za otroke. Meni je bilo še zmeri čuden. No, ampak tukaj imamo pa kaj je tole škodlo? To je pa en test refleksov. To je igra za 2 igralca in glede na to, da sta 2 tukaj, predlagam, da jo preizkusta. Lahko. Je zelo preprosta, lejta. Pritisneš zelen gumb, ko se lučka zasveti, pritisneš rdečega in kdor je prej, pokaže čas tekmovalca in ta je zmagal. To je vse. Ok, dobro. Je pa hitrost odziva, kar pomemben pokazatelj forme živčevja. Torej, kondicija. Aha, Tilen je zmagal. 0,243. Dobro. Koliko je rekord? Rekord je 0,15. Ampak tudi 0,2 je dober čas. A je v redu? Dober čas. To pomeni, Sem imela jaz. mislim, da ti si bila takoj za njim, 0,26. Sama. To pomeni, da je povezava med tvojimi očmi, pa pol glavo, pa pol roko, kar hitra, ne? Da lahko vse to naredi v takem kratkem času. Ok. Ampak tu je ta, bom rekel, program s publiko. Se pravi, tvoja predstava pa kako zgleda? Predstava, ja, je pa jedro dogodka, razstava je nekako spremljujoča, moja predstava Zdrava pamet je pa komedija o možganih. In za priložnost, pa za raziskavo te predstave sem si dal svoje odstraniti, tukaj so. In zdaj hodim po svetu brez njih. Aj laži? Ja, veš, res, priporočam, ne sicer tako doma sami, ampak v nadzorovanem okolju, pa sploh v gledališču, pa je to nekaj lahko zelo zabavnega. Ok, the best. In se prav brez možganov, zdaj jih imaš tu na odru in ljudje... In ljudje jih lahko razstavijo, malo pogledajo not. Ja, ljudje, itak možgane lahko vedno razstaviš, sploh, če je to tak model. In mimo grede, veliko težje jih je sestaviti kot Rubikovo kocko. Izkazalo se je, da je to najtežji rekvizit na naši razstavi, ker sestaviti možgane nazaj je kar zahteven izziv. Zakaj? Zato, ker nihče ne ve, kako so sestavljeni. Če bi jaz tvoje možgane razstavil, bi jih znal sestaviti nazaj. Ja, za razstaviti ne bi bilo dobro, za sestaviti pa pol še težje nazaj. Kje pa lahko gledamo predstavo v naslednjih tednih, mesecih? Predstava je zdaj na turneji po celi Sloveniji, na zdravapamet.net so vsi termini. V Ljubljani bom v Španskih borcih 3. in 4. marca, obe predstavi sta že skoraj razprodani. Danes sem bil v Kranju, polna dvorana, vrhunska publika v Prešernovem gledališču, tako da se veselim tudi vseh ponovitev povsod drugod. Odlično. Ljudje, pejte gledati predstavo, ker se boste zabavali. Že nam je bilo zdaj le fajn. Nik, hvala te pa, da si prišel v naše goste. Veliko predstav še razprodanih, zabavnih in vsega povrh. Čim več eksperimentiranja. Hvala za vabilo. Hvala. V starih cajtah smo na konc djali lahko noč, se vidimo naslednji teden. Zdaj pa samo rečeš, subscribi se in glej, kakor te je vola.